Danes bomo govorili o knjigi Gret in greh, ki je izšla pri založbi Primus. Ne bom dolgo vezla, ker vem, da ste vsi nestrpni našo gostjo slišati danes. Z nami je Urška Klakočar Zupančič. Dobrodošli v Kopru in naši knjigarni. Z gostjo se bo pogovarjala kolegica iz naše največje knjigarne v Ljubljani, to je knjigarna Konzorcij, Katarina Modic. Predajam besedo in pa uživajte. Davorka, najlepša hvala. Moja prejšnja avtorica na pogovoru je bila Davorka Štefanec. Še malo reklame? Ja, tako smo strašili po Konzorciju, strašilko. Urška, dober dan. Pozdravljeni. Prav vesela sem, da se lahko pogovarjava. Prav vesela sem, da sem imela ta pogum, da sem vas ustavila v knjigarni Konzorcij. Sem vam izrekla dobrodošlico in smo se začeli pogovarjati. Gospa je zelo, zelo odprta, moram priznati. Zdaj pa majčkam, da bomo vedeli, o kom govorimo, ker do zdaj vemo, da nosi rada rdeče čevlje, pa še kakšno tako stvar iz zunanjosti. Prav tista vsebina, tisto bistvo pa dostikrat zakrijejo. Gospa Urška je rojena v Trbovljah, obiskovala je gimnazijo v Brežicah. No, in mislim, da se takrat začne pa njen strm vzpon. Že v gimnaziji je očitno bila tako zelo dobra, da je bila ena prvih štipendistov Georgea Sorosa. V 3. letniku je potem odšla na šolanje v zasebno šolo v Millfieldu v Angliji. Maturo, potem se je vrnila v Brežice, naredila maturo z vsemi možnimi točkami. To je zlata maturantka, je to to? Ali je še, to je to. Potem se je odpravila na študij v Ljubljano in sicer na pravno fakulteto, to vemo, da je pravnica in to zelo dobra. Pazite, to verjetno ne veste, kot absolventka je opravljala staž na sedežu Organizacije Združenih narodov. Magistrirali ste pa iz področja pravne zgodovine. Skratka, čestitke za vse to. Zdaj vemo, da je predsednica Državnega zbora in tako, za dobrim konjem se vedno kadi. Jaz bi pa vseeno rada mogoče vprašala, to me je vedno zanimalo, kaj vse zajema študij pravne zgodovine, ker mi smo imeli v torek v knjigarni Konzorcij že pogovor in je, koliko znanja ima o zgodovini, boste videli. Ja, hvala lepa. V bistvu, če bi se še enkrat odločila za študij, se ne bi odločila za pravo. To, kar z gotovostjo lahko povem, ker pravo je kar dolgočasno. No? Če bi se še enkrat odločala, bi se odločila za zgodovino in sicer študij samo zgodovine, ker zgodovina je v bistvu nam daje toliko znanja, tako pogled v razvoj človeštva, da ti razširi obzorja nenormalno, res. In tako enkrat dobro poznaš zgodovino, veš, zakaj smo tukaj, kjer smo, zakaj razmišljamo, kot razmišljamo in kam bomo najverjetneje šli. Zato, ker se zgodovina prav rada ponavlja. Človeštvo se namreč težko uči iz zgodovine. In če bi se odločila samo za študij zgodovine. No, ker sem pa pač pravnica, v bistvu po osnovni izobrazbi, sem se za nadaljevanje, to se pravi podiplomskega študija, odločila za pravno zgodovino, kjer sem združila to svojo, pač rečemo temu profesionalno plat s tistim, kar imam rada. Hvala Bogu, sem bila edina študentka na pravni zgodovini in sem imela ta privilegij, da sem si lahko izbirala obdobja. Seveda sem naredila pregled nekakšne evropske pravne zgodovine, ampak sem si lahko izbirala obdobja, ki so mi recimo v zgodovini najljubša. To so stari Grki, Egipčani še pred Grki, pa potem Babilonci in potem čas reformacije, tam je še posebej zanimiv in je tudi v Greti, spada. V bistvu Greta se dogaja v 17. stoletju, to je že čas, ko je seveda se protestantizem že zelo razmahnil in že skoraj da ustoličil.
v nekaterih deželah, predvsem na severu. Pa zbrala sem si recimo tudi islam, ne, in razvoj oziroma islamske pravne misli, ki je drugačna kot naša, pa recimo tudi, kar je izjemno zanimivo za študirati, se pa zraven sprašuješ, kako to, da je človeštvo to doživelo, recimo čas nacizma. Tudi takrat je veljalo neko pravo, ampak tisto pravo je bilo nepravo. Ne? Jaz potem rečem pač nepravo. Seveda je izjemno zanimivo to študirati, ne? Kako smo ljudje nekaj takega, kot je pravo, pravičnost, uspeli prikrojiti svoji ideologiji, politiki, časa, kar je recimo nacizem zagotovo bil. Pa to ni tako daleč, ne? To ni 17. stoletje, ne? Nacizem je 20. stoletje, sredina skoraj 20. stoletja. In v bistvu ta podiplomski študij mi je dal vpogled v razvoj prava, zakaj je takšno tudi kot je danes, odkot izhaja, tako da sem ga lahko uporabila tudi v tej knjigi. Čarovniški proces, ki se v knjigi zgodi, je potekal po pravilih, kakršna so takrat bila, ne glede na to, da je bil samo ena predstava, v resnici je bil samo ena predstava, ampak vseeno je bil proces predpisan, šel je po nekem postopku, ne glede na to, da je pač obdolženka ali pa obdolženec na koncu bil spoznan za krivega. Tako da sem v bistvu hvaležna temu znanju, ki sem ga pridobila. Hkrati pa sem srečala še nekaj izjemno zanimivih zgodovinskih osebnosti, ker izjemno zanimive zgodovinske osebnosti so vedno imele pravne težave. Prav vsaki najdemo kakšno, ne. Tako da, evo, tako. Vse skupaj se dogaja na Sevniškem gradu in v samem romanu Gret in greh, prav veliko romanov danes, če se strinjate, ne bi govorili. Jaz rajš vidim, da orišemo ta čas, zato da bomo lažje razumeli potem, ko boste brali roman. Nekaj oseb je celo pravih. Če bi to lahko povedala, katere so, pa tudi prav ta oseba, ki je prava, je imela ene hude težave, kakor se spomnim, ravno z lastništvom gradu pa tako naprej. Ja, seveda, prave so osebe, tiste, ki že skoraj da morajo biti, ne? Cesar, ki je takrat vladal, generali, ki so takrat vodili vojsko v 30-letni vojni, to so prave osebe, tudi prava oseba je tudi recimo Martin Brenner, to je bil škof, ki je vodil proti reformacijo na Štajerskem. Ena v bistvu dosti zanimivih oseb v knjigi je pa baron Inocenc Moscon, ki je resnična oseba, ki je res v bistvu imel kar nekaj gradov na Slovenskem v lasti. Predvsem so bili to posavski gradovi, Sevnica, Pišece, potem Planina pri Sevnici. No in ta gospod je bil italijanskih korenin, ampak že ponemčen. In on se je s salzburškimi škofi precej časa pravdal za grad v Sevnici. Zdaj, od tisti, ki še niste bili v Sevnici, no to je tudi kraj, odkoder je Melania Knaus, ne, Melania Trump. Upam, da še ni pozabila, ne, odkot je. Sevnica ima ne prav veliko, razen tega, da je imela kar nekaj industrije v mojih otroških časih. Lisca, Jutranka, Stiles, Kopitarna, to je vse iz Sevnice. Imamo pa en zelo, zelo lep grad z renesančno podobo, izvira, mislim, da tam iz 12. 13. stoletja, pa potem je seveda bil dograjen in pa preurejen. No in ta izjemno lep grad, zelo simetričen, s 4 stolpi, je Inocenc Moscon kupil, ampak se je v bistvu dolgo časa pravdal z salzburškimi škofi za ta grad in je dal takrat, ko je še trajala ta pravda, je dal nad vhod gradu vklesati napis,
Geduld überwindet alles. To ga še danes vidite, ta napis, kar pomeni potrpežljivost vse premaga. No, to si jaz tudi sama zelo velikokrat rečem, ne, potrpežljivost, geduld. Pa ni slab, je dober ta, ne, jaz priporočam, da si včasih rečete, ne, geduld überwindet alles, potrpežljivost vse premaga. No, na koncu je on to pravdo zgubil, ampak je vseeno imel potem grad v najemu, rečemo temu. Ena druga stvar, zanimiva pri tem gospodu je, da ko je umrl, so ga pokopali v Lutrovski kleti. V romanu je to, sem spremenila, pa mogoče ne bi zdaj več spremenila, če bi še enkrat pisala, ampak sem jo preimenovala v Trubarsko klet. Zakaj? To je ena stavba, v bistvu vinska klet pod gradom, vzidana v breg, in v tej kleti naj bi se maševalo, tam je tudi ena kapela, no, tam nad kletjo, nad temi vinskimi sodi kapela, izjemno lepa, z enim najlepših fresk na Spodnjem Štajerskem, ampak v tej kleti naj bi se maševalo po luteransko. Protestanti naj bi bili tam, eni pravijo tudi, da je Jurij Dalmatin tam prevajal Biblijo. No in tega gospoda Inocenca, ki ga jaz opisujem kot izjemno strpnega, ne, in če ni bil, mi je lahko zelo hvaležen, ne, če je bil, ne, pač tukaj je dober, ne, pa da upam, da je bil dober. Je pa to fajn, ne, zato, ker me noben ne bo preganjal zdaj, ne, ker je že toliko časa mrtev gospod, ne. No, ta gospod je pokopan bil v Lutrovski kleti skupaj s svojo ženo. In po vojni, drugi vojni svetovni, so te krste ven privlekli iz Lutrovske kleti, zato ker so ljudje pobrali, ne, vse, kar je ostalo na njemu takrat vrednega, ne, mogoče so mu tudi zobe pobrali, ne vem. Ampak je imel gospod na eni roki 6 prstov, kar je izjemno zanimivo, ker jaz tega nisem vedela, ne, meni so to povedali potem še, ko je knjiga že šla, ker jaz sem mu 2 odsekala prsta namreč, ne, v knjigi, ne, je brez 2 prstov, ne. Da jih je imel pa 6 na eni roki, tako da je že nekaj mi pršepno očitno, ne, tale gospod Inocenc. Torej resnična oseba, kot pravim, ne vem, kakšen je v resnici bil, dvomim, da tudi kdo ve, ne, ampak v knjigi je opisan kot izjemno strpen in prijazen zemljiški gospod. Zakaj sem ga tudi takega naredila? Zato, ker Sevniški grad je ušel ropanju in požiganju med kmečkimi upori. V času kmečkih uporov so jezni kmetje hodili okrog in so gradove v bistvu rušili, požigali v bistvu, ne, se vsi vemo za tisto, ne, levkup Boga gmajna, grad gori, grof beži, vino teče, najče teče kri, ne. No, Sevniški grad je pa tej usodi ušel in to zato, ker je v času velikega hrvaško-slovenskega kmečkega upora, to se pravi ne tega, ki ga jaz opisujem, ta je bil kasnejši, ampak sem si vzela malo literarne svobode, da sem to malo premešala. To se pravi takrat, ko je bil Ilija Gregorič, ko je prišel s svojimi kmeti, s tisto vojsko kmetov, je šel čez Sevnico in mu je takratni oskrbnik gradu priredil pojedino. Zato so ga pustili pri miru in so šli naprej. Pa menda, da je bil prijazen takrat, to je bil drug, to ni bil Inocenc Moscon, ne. Tako da je grad res lep, če boste brali knjigo, je zelo zanimivo iti potem na ta grad, ne, ker jaz opisujem prostore in recimo tisto grajsko dvorišče točno tako, kot je dejansko je zdaj, kot obstoji danes, tudi grajski vrt. In pa tudi pot na grad, ne, iz trga pot na grad, je večkrat je v knjigi nekako pisano, kako so hodili gor na grad, in ta pot res obstaja, ne, in je res takšna, kot je opisano v knjigi. Bova ostali kar pri Inocencu oziroma njegovem vplivu na posvojenca. To je bil Gretin oče. Meni je zelo postal ljub, tako malo me je spominjal na mojega očeta, zato, ker je Greto naučil pisati, brati.
Imate sama doma tudi tak način, da ste se zelo veliko pogovarjali s starši, vam je oče tudi veliko tega znanja dal? V bistvu je zelo zanimivo, ker jaz imam doma matriarhat. Pri nas doma je bil matriarhat. In to zelo dominanten, tako da je moj oče bil malo boem. Ja, seveda sva se pogovarjala, ni bil čisto tak, kot je pač Gretin oče, ampak jaz sem želela junakinjo narediti drugačno, kot je bila večina žensk tistega časa, seveda. In če sem želela jo čez vse te stvari in preizkušnje in dogodivščine nekako upeljati v vse to, je morala znati brati pa pisati. In zgodba, ki sem si jo zamislila, je bila zgodba njenega očeta, neka posebna zgodba, zakaj je njen oče bil takšen, kakršen je bil. To se pravi, da je znal že on brati in pisati in govoriti nemško. In tukaj sem napletla eno tako posebno zgodbo. No, meni moram reči tudi kot od likov, ki so v knjigi, Gretin oče najljubši, ker njegova sporočila so sporočila, ki jih bi jaz v bistvu nekako rada sporočala ljudem. Tudi kot predsednica Državnega zbora. Sicer so zelo poduhovljena, te njegove besede, takšne besede morda ne morem ravno v Državnem zboru izreči, ker vsi jih ne bi razumeli. Vsi jih sigurno ne bi. Ampak gre za v bistvu človeka, ki je izjemno strpen, razgledan in zelo dobro zna uporabljati zdravo kmečko pamet. Pa čeprav je podložnik, dejansko je podložnik, sicer vzgojen s strani oskrbnika gradu, ampak še vedno podložnik, ampak malo drugačen. Drugačen tudi v odnosu do žensk. In Greta ima to srečo, da ima takšnega očeta, in on ima tudi srečo, da ima takšno hči, ki se je učila od njega. In ker se je pač naučila, kar se je to tudi eden od njenih grehov. Ker ženska, ki kaj zna, je grešna ženska. Mogoče še danes. Ja, to je res, prav je, da se zavedamo tega, sej si bomo izborile, je pa tudi čas potreben za to. To je bila prva smrtna obsodba, da je bila vedoželjna. Druga smrtna obsodba je bila to, da je rodila otroka, ki je imel epilepsijo. Bila je zdravilka, tretja smrtna obsodba, bila je babica, učila se je babištva od najboljše sevniške babice. Ne boste verjeli, kaj je bila še ena smrtna obsodba, to, da je bila lepa in je bila obsojena na čarovništvo. Odkot ta nora ideja, da se upelje čarovništvo, pa malo o tem čarovništvu tudi skozi zgodovino? Ja, verjetno ne veste, ali pa veste, čarovništvo ni nekaj, kar je nastalo v srednjem veku. V srednji vek, to je čas tam od 5. stoletja pa do 15. To je srednji vek. No, ta čas srednjega veka je bil pravzaprav kar dober čas za ljudi. Takrat se hudič ni dvigoval iz pekla. Takrat je v bistvu cerkev verjetno še najbolj v zgodovini skrbela za dušni blagor svojih ovčic. In zato, da so ljudje živeli tako, kot je cerkev nekako zapovedovala, ni bilo potrebno nobenega hudiča pripeljati iz pekla, ker so ljudje enostavno niso spraševali, a je Bog, a ni Bog. Bog je, to je bilo aksiom, pač dejstvo, ki se ga ni dalo izpodbiti. Cerkev je v bistvu začela krizo doživljati ravno tam ob prehodu v novi vek. Ta novi vek nastopi z letnico 1492, ko Krištof Kolumb odkrije Ameriko. V srednjem veku je cerkev sicer naredila nekaj strahot, če rečemo to, pa povzročila nekaj strahot. Prvo, preganjala je vse skozi heretike,
tudi v srednjem veku, zdaj, če je kdo bral od vas, od Umberta Eka Ime rože, tam je zelo dobro opisan, kako so te ločine, razne ločine, odpadniki od prave vere, to so bili kakšni bičari, pa ljudje, ki so se zapovedali siromaštvu, oboštvu, posebne skupine, ki jih je cerkev preganjala kot heretike. Pa še ena stvar je bila zelo velika, da se je cerkev lotevala križarskih vojn. In to zato, ker so se pač spomnili, da so v Jeruzalemu takrat so bili muslimani, da je pač to sveto mesto in Kristusov grob je pa treba dobiti nazaj in so se križarske vojne začele zaradi tega. No, ob prehodu v novi vek pa v bistvu se zgodi ena stvar, to je, da se iz Italije začne proti severu Evrope eno tako gibanje oziroma kako bi rekla, renesansa, ki se je začela v italijanskih mestih, se pomika v druge evropske države, humanizem in cerkev začenja izgublja ta svoj primat nad duhovno sfero. In še ena druga stvar je bila tudi zelo pomembna kuga, ki je prišla v 14. stoletju, to je bila črna smrt. To je tista strašna kuga, ki je pomorila skoraj polovico prebivalstva v Evropi. Kuga je prišla, sicer so bile epidemije kuge že prej, že v cesar Justinian, že on se je boril s kugo, ampak tista res huda epidemija, najhujša v zgodovini, je bila pa v 14. stoletju, prinesli so jo pa Italijani iz Krimskega polotoka na svojih ladjah, kjer so bile verjetno podgane, na podganah pa bolhe, ki so prenašale to Yersinia pestis bakterijo. No, ta kuga se je potem seveda širila po Evropi in je mala duše, ne glede na to, komu je duša pripadala. Ali je bila to uboga duša tlačanska, ali je bila cerkvena, ali je bila pa plemiška. Pred kugo ni bil nihče varen. No, in ne samo, da je vzela veliko teh cerkvenih duš, tudi ljudje so se začeli spraševati, kaj so zdaj oni naredili tako strašnega, se so pa živeli v skladu z božjimi nauki, da se je Bog spomnil nad njih poslati nekaj tako groznega, kot je bila kuga. Ker namreč kuga te je lahko vzela v nekaj urah. Kuga, tista bubonska kuga je povzročala neke take gnojne tvorbe pod pazduhami, pa dimlje in tudi udje so začeli gniti včasih. In nikakor se jim ni dalo pozdraviti, puščanje krvi ni bilo uspešno, redko kdo jo je preživel, pač tisti, ki je imel zelo dober imunski sistem, je kugo preživel, ampak teh res ni bilo veliko. Seveda plemiči so se te kuge ognali tako, da so iz mest, kjer je bila velika koncentracija prebivalstva, so šli na deželo. Če se spomnite Decameron, to je knjiga, kjer si pobegli plemiči iz mesta govorijo zgodbe. Ker je pa seveda vzela tudi duhovnike, je pa cerkev morala na hitro rekrutirati nove pastirje, no te pa niso bili tako poduhovljeni, kot so bili tisti prejšnji, in je tudi to eden od razlogov, skupaj z to nejevero, ki se je v ljudeh začela pojavljati, da je začela cerkev drseti v krizo. To se pravi več stvari naenkrat. Ljudje začnejo se spraševati o človeku, to je bil humanizem, v ospredje postavljajo človeka, se sprašujejo stvari, kot so, zakaj sem tukaj, kakšen je ta svet, kakšen je moj namen, prej se tega niso spraševali, pa potem renesansa, pa umetnost, kultura, ljudje začnejo razmišljati. In kaj je hujšega za neko institucijo kot človek, ki razmišlja? Ker človek, ki razmišlja, dvomi in tega ne maramo, če dvomi. Ker slej ko prej bo začel še na druge vplivati in kar naenkrat nimamo več ljudi, ki jih vlečemo za nos lahko. No in cerkev je pač zapadala v to krizo in zato, da bi zdaj ljudi tudi malo pospravila nazaj v kalup, je pač prišla
najprej zaradi heretikov, tale inkvizicija. Ne, to je pač bila ustanovljena s papeško bulo, inkvizicija, kongregacija za varstvo vere, mislim, če tudi danes še obstaja, ne, inkvizicija. In najprej ustanovljena zato, da je tiste male heretike potamanila, ne, potem pa tudi tiste, ki so bili malo bolj organizirani, to so bili Katari na jugu Francije. No, potem pa se je lotila teh dvomljivcev, pa žensk. Ne? Zdaj so pa povlekli ven iz pekla hudiča, zato da so ljudi prestrašili. Prestrašen človek je najbolj vodljiv. No, ker pa hudič se pač ni sprehajal, ne, po cestah, ga ni nobeden videl, ne, se je moral utelesiti, počlovečiti oziroma se je moral prevzeti človeško obliko. Ne, in kdo je bil bolj pripraven kot lepe ženske, ki so potem, ko so duhovniki, ker niso od začetka bili v celibatu. Ne. Šele potem, ko so prišli v celibat, bili seveda željni ženskih čarov in so jih zapeljevale. Ne. In seveda takšne so bile čarovnice. Čarovnice so bile tudi tiste, ki so poznale skrivnosti rojevanja, to so bile babice, ker moški niso bili prepuščeni v spalnice takrat, ko so ženske rojevale. In je bilo to nekaj mističnega za moške in seveda tudi, ko je prišlo, ker je velikokrat prišlo do smrti novorojenčkov ali pa porodnic obeh, ali pa ne, tudi obeh, je bilo najlažje babico obtožiti čarovništva. Da sploh ne govorimo o tem, če je kakšna ženska hotela nosečnost prekiniti, tudi to se je dogajalo, to so imele babice tudi razne načine, ne? Največkrat so se tega lotevale z zelišči, jaz tudi nekaj tazga pišem, ne vem sicer, če je res, ne? Ampak ne priporočam, da mogoče kdo probal, ne, s temi zelišči, ne vem pa, če res pomagajo, oziroma če naredijo to, kar naj bi naredila. Tako da babice so bile na udaru, lepe ženske so bile na udaru s strani inkvizicije, to se pravi strani menihov, ki so bili izvrševalci, ki so hodili od vasi do vasi in zažigali čarovnice. Pri nas na Slovenskem niti ni bila inkvizicija tako dejavna, kot so bila glede čarovništva civilna sodišča, ker so oboja se lotevale čarovnic, to se pravi in cerkev z inkvizicijo in deželna sodišča na Slovenskem, ki so pa iskala te coprnice, ki so povzročale točo, neurja, ki so pripeljale nesreče v obliki kakšne bolezni nad mesta in vasi, ker seveda takrat tudi, da sem prebrala, no, da je bila takrat tudi podnebje in klima, da je doživljalo eno tako spremembo, da je dejansko bilo takrat zelo veliko je bilo, no, teh naravnih nesreč in je bilo treba pač nekoga okriviti. In spet so bile pripravne ženske, te so pa bile malo drugačne, ne? Te so bile pa lahko, ne vem, večkratne vdove ali pa starejše ženske s kakšnimi telesnimi znamenji in tako naprej. Tako da niso bile varne ne ene, ne druge, ne stare, ne mlade. Pri nas pa, kot sem že rekla, večinoma deželska sodišča, deželski sodniki, ki so hodili okrog in iskali čarovnice. Največkrat je bilo tako, da ko so kakšno našli, zaradi čisto banalnih stvari, ne, so malo pobrskali po njenem domovanju in so takoj našli čarovniške predmete, ne, to je bilo lahko že košček blaga ali pa suh kruh ali pa kaj takega, bog ne daj, da bila kakšna hostija kje, ne. In to tako žensko so potem v bistvu obdolžili čarovništva in začel se je čarovniški proces. Ta je bil, kot sem že rekla, predpisan, končal se je pa ponavadi smrtjo na grmadi in s tem, da je ženska izdala še svoje čarovniške tovarišice. Tako grozljivo, pri teh prav tak je opisan v tem romanu, me je pravzaprav presenetilo, da se je vse skupaj začelo zaradi smrti novorojenčka in ni bil hud očka tega novorojenčka, ampak je žensko obdolžila, ki je, mislim, moški ni bil na porodu, pa se ni jezil. Ampak ona,
kaj je s to žensko podporo? Jaz imam vseeno občutek, da znamo skrbeti ena za drugo. Seveda, ja. Ja, seveda znamo, ne. Še zmeraj smo pa verjetno lahko tudi drugi zelo velike sovražnice. No, če se vrnem malo k tem čarovnicam, niso bile samo ženske pri nas obsojene čarovništva, so bili tudi moški, v manjšini sicer, ampak so bili, ker kot sem rekla, pri nas je bilo najbolj na udaru to sabatsko čarovništvo, temu rečemo, to so te čarovnice, ki letajo na metlah, ki hodijo s temi metlami, oziroma letijo s temi metlami na bližnji hrib, tam se srečajo s hudičem, vedno pride, pa v različnih oblikah, ne. Včasih pride kot pek, včasih pride kot nek vojak, v glavnem pride v neki človeški podobi in potem imajo orgije. Vedno so orgije zraven, ne. Imajo orgije in absolutno vedno zasmehujejo hostije, tako da jih mečejo po tleh in skačijo po njih in kuhajo ude mrtvih dojenčkov, ker iz tega pa dobijo mast, da pa premažejo svoje metle, da lahko letijo. In s tem, ko to delajo, povzročajo te nesreče, ki se potem zgrnejo nad vas. Vse so že kar znani hribi, ne, Slivnica in podobno, kjer so se srečevale čarovnice vsako soboto in v bistvu imele te orgije. No, če že govorimo o orgijah, bom pa povedala, da pri inkviziciji, to se pravi cerkveni, pri cerkvenem preganjanju čarovnic, tukaj sta pa imela dva meniha zelo veliko vlogo, ki sta napisala knjigo Čarovniško kladivo, Malleus Maleficarium. To je bila, ne boste verjeli, takrat najbolj tiskana knjiga v Evropi. To je bila Biblija, kjer sta gospoda izlila vse svoje spolne fantazije, sprevržene, da sta opisala znake, po katerih se prepozna čarovnico, ne. In jaz mislim, da je to ena izjemna pornografija, ne. Se bere res kot izjemna pornografija in s tem sta v bistvu vse svoje sovraštvo do žensk nekako tisto knjigo prelila in s to knjigo so vedno seveda imeli seboj, a ne, te menihi, kot sem že rekla, so bili večinoma menihi, ki so hodili okrog in iskali čarovnice. Tele čarovnice so bile deležne mučenja. Če bi še morda malo opisala, kakšna so bila ta mučenja, pa če lahko kje še kaj vidimo, če kdo slučajno hoče. Ja, lahko vidimo, seveda. V Celju imajo v Friderikovem stolpu ohranjene te nekatere mučilne naprave. Tudi v Ribnici je, jaz sploh še nisem bila v tem muzeju v Ribnici, odkot je bila Marina Češarek, ne, ki naj bi veljala za zadnjo pri nas obsojeno čarovnico, pa jaz ne verjamem, da je bila zadnja. Po moje so bile še za njo, še globoko v 18. stoletje je bila katera zakurjena. Tukaj vidimo te naprave, mučenje samo pa ni bila kazen. Kazen je bila sežig na grmadi, mučenje je bilo dokazno sredstvo. Takrat je bil kralj dokazov, je bilo priznanje. Iz človeka pač je bilo potrebno priznanje dobiti na lep ali pa na grd način. In seveda, če je kdo te obtožil čarovništva, ne, mislim, da njega junaka, razen tistega, ko je videl tiste naprave in se je takoj odločil, da bo priznal, njega drugega junaka, ki bi rekel, da je res kriv nečesa tako abotnega, kot je čarovništvo. No, in ker pač ženske seveda ponavadi niso priznale, so šle na mučenje. In mučili so jih toliko časa, dokler niso priznale. Sicer je bilo mučenje, ker je bilo zakonito, to je bil popolnoma zakonit način pridobitve priznanja, omejeno, ampak se je to dalo obiti, omejeno časovno, ampak se je to dalo lepo obiti. No in fantazije teh rabljev pa res tudi niso poznale meja, ne. Od iztikanja nohtov, lomljenja udov do
do natezalnice in zapiranja v železno devico in največkrat so tele čarovnice šle na čarovniški stol, ali so jim pa španskimi škornji stiskali noge, ali so pa vlivali vrel vloj in v čevlje. V glavnem, bolečine, ki so jih doživljale ženske ali pa tudi moški, ne smemo pozabiti, da so tudi moški bili obtoženi čarovništva, oziroma katerikoli drugi obdolženec v tako zvanem kazenskem procesu, ki je šel na mučenje, se je slej ko prej zlomil in priznal. In seveda še druge obdolžil. Če pa ni, če pa umrl, je pa tako umrl. Ali je umrl, ali je pa priznal. No, in ko je se zlomil in priznal, se je mučenje prenehalo in obdolženec je bil potem priveden pred pisarja, da je to svoje priznanje ponovil. Ker, absurdno, priznanje pridobljeno z mučenjem je bilo neveljavno. Ga je moral ponoviti, brez mučenja. In če ga ni, je šel nazaj na mučenje. Doslej, ko prej je pač priznal tudi brez mučenja. Potem so se razsodniki usedli, sprejeli sodbo tajno, razglasitev je bila javna in seveda izvršitev kazni je bila javna. Kazen je bila izvršena na Grmadi, za čarovništvo striktno Grmada in seveda sežig, zato da ne bi kaj ostalo od čarovnice, da ne bi kdo kakšno relikvijo vzel. In to na javnih mestih, tudi na kakšnih razpotjih ali pa kakšnem dvignjenem mestu, da je bilo v opomin vsem, ki bi se lotili tega nečednega dejanja. Imam en tak občutek, da se sploh nisi mogel izogniti temu, ker si hotel pomagati. Ženski, recimo, ljudem z zeliščarstva, kako si se lahko sploh temu izognil? Nisi se izognil, ne? Ženska, ki je pozdravila kačji pik, je bila čarovnica. Mislim, če so te obtožili, ne? Lahko da si pač nekomu pa vse se zamerila in kad te je obtožil, se je bilo res težko izogniti. Če te je doletela obtožba čarovništva, je skoraj gotovo bila pot na Grmado že tlakovana. Tako da, in še nekaj, ne? Sodniki, deželni sodniki, ki so odločali v teh zadevah, so bili izjemno izobraženi ljudje za tisti čas. Tudi naš gospod Janez Vajkard Valvazor, ki je napisal Slavo Vojvodine Kranjske, je verjel v čarovnice. V Slavi Vojvodine Kranjske imate napisano, da so še zmeraj na Kranjskem, čarovnice se še srečujejo, da so jih že skoraj da iztrebili, ampak tu pa tam je še kakšna. Tudi Marija Terezija ni bila čisto prepričana, ali so res ali niso. Ona si je sicer zapovedala, da vsak čarovniški proces mora iti tudi skozi njene roke oziroma pred njene oči. Čarovništvo je bilo dokončno pri nas ustavljeno z Jožefom II. Z Marijo Terezijo še ne. In ja, ne glede na to, da so bile ženske zdravilke, so tvegale tudi to obtožbo. In to govorimo o kar 2 stoletjih. 2 stoletjih. Tam, to se pravi, druga polovica 16., 17. in prva polovica 18. stoletja. Koliko so jih pobili v Sloveniji? Jaz mislim, da so jih okrog 1000. Kar se mi zdi kar veliko za majhno Slovenijo. Je pa na Štajerskem, dežela Štajerska bila dosti bolj na udaru kot Kranjska. Središča, kjer smo imeli čarovniške procese, so Ljubljana, Maribor, Krško, Poljanska, Poljane, tam je bil en zelo dolg in zelo ploden čarovniški proces, so jih kar veliko zažgali. To so taka, pa Ribnica. Ja, Ribnica. Tudi. V Cerknici imamo pa zelo zanimivo, v Cerknici imamo pa tole presihajoče jezero. In v bistvu povem eno zanimivost, da so ljudje, ko je začelo jezero presihovati, so se slekli do golega in so šli ribe loviti. In je naš gospod baron Janez Vajkard Valvazor bil izjemno presenečen na takšno navado, da gredo popolnoma goli, gredo loviti ribe in da jih prav nobeden teh ljudi ne more spraviti k pameti, da bi se vsaj malo zakrili. Tako da jaz verjamem, da je marsikdo od teh končal lahko tudi na Grmadi. Ja, tale cerkvenca je zanimiva. Zdajle sem se sam spomnila, da je Marija Terezija celo dovolila tem vaščanom, da so pobirali ribe
ker drugače ne bi smeli. Ne? In to še danes velja, da če ostanejo ribe, vzemite jih bolj, da ne smrdi. Zadnjič je eden rekel, joj, če bo tlele vode zmanjkalo, ker je bilo tako malo vode letos, vam bo smrdel do Ljubljane. No, v romanu, zelo sem ga brala tudi tako, kje bom najdla vzporednice z današnjim časom, ogromno jih je v resnici. Je ta 30-letna vojna, ki je bila v tem času v Svetem rimskem cesarstvu, ne na naših tleh. Naši ljudje so to občutili zato, ker so morali toliko davkov plačati, v bistvu je bila revščina. Ko berete knjigo, vsaj jaz sem tako videla, pa sej to je srednji vek, ampak ne mora biti srednji vek. Novi vek je takrat, ko je Kolumb šel po napačni strani v Indijo, pa je najdel Ameriko. Tako je v bistvu vse revno in če nam lahko, v torek ste tako lepo vse povedali o tej 30-letni vojni in vseh teh stanovih, ki so bili v monarhiji. Ja, 30-letna vojna je bila v bistvu verska vojna. Ne? To je bila vojna, izjemno krvava vojna, ki je res trajala pač 30 let med katoliki in protestanti. Namreč mi smo živeli v eni taki tvorbi, ki se reče Sveto rimsko cesarstvo takrat, in smo spadali v Habsburške, ali pa rečemo pod Habsburžane, bili smo del habsburških dednih zemljišč, dednih dežel, to se pravi naši gospodarji, nadvojvoda je bil Habsburžan, ki je bil pa tudi ponavadi, pač Habsburžani so očitno imeli dobre lobiste, Sveti rimski cesar. To je Evropska unija danes. Ja, lahko bi rekli, da je neke vrste Evropska unija, združena pod enim cesarjem, ki je bil voljen. To ni bilo dedno nasledstvo. Cesar nisi postal zato, ker si bil sin cesarja. Ampak nekako so pa teli volilni knezi, to so bili vladarji različnih teh dežel v Svetem rimskem cesarstvu, izvolili Habsburžane. To Sveto rimsko cesarstvo je obsegalo nemške dežele, Bavarska in tako naprej, obsegalo je kraljevine tudi, Češka, potem spadala je tudi Ogrska nekaj časa tudi noter, no, potem je šla za sebe, pa smo imeli pa Avstro-Ogrsko in tako v glavnem. In pa seveda Slovenija je bila pa vedno del habsburških dednih dežel in razdeljena je bila na več dežel, od katerih sta bili verjetno največji Štajerska in Kranjska. Obe spadali pod Habsburžane. To se pravi, če gledamo nekako te nazive, plemiške, imamo pač na čelu cesarja, potem posamezni od deželi vlada nadvojvoda je bil pri nas, na Češkem je bil kralj, recimo. Drugje so bili tudi ponavadi nadvojvode, pod nadvojvodami so bile vojvode, recimo, če gledamo nas, mi smo imeli nadvojvodo Habsburškega, potem so pa posamezne dežele imele svojega vojvodo, vojvodina Kranjska imela svojega, vojvodina Štajerska svojega. No, pod vojvodo spadajo grofje, nekateri grofje tudi izjemno pomembni, sploh tisti, ki so imeli grofije na mejah, to so bili mejni grofje. Celjski grofje so bili grofje, sicer mislim, da je gospod Herman II. Malo pred smrtjo dobil naziv vojvoda. On je bil pa oče tistega ubogega Friderika, ki se je zaljubil v Veroniko Deseniško, ki je doživela čarovniški proces in bila za čuda oproščena. Ampak vseeno je čakala bridka smrt, na drug način. No in nižji plemiči so bili pa baroni in vitezi. Baronov smo imeli veliko, tudi Slovenci nekateri so bili baroni, gospod Janez Vajkard Malvazor je bil recimo baron. Imeli so tudi slovenske priimke, večinoma so bili sicer tujci, ampak tudi Slovenci, potem pod njimi pa vitezi. To je bilo pa en stan, ki je začel dobivati večjo veljavo v absolutizmu, to se pravi, absolutizem prihaja ravno v tem času, ki ga opisujem v knjigi, prihaja ta absolutizem, ko se moč iz posameznih teh plemičev, ki jih je veliko,
vojvod, rečemo, koncentrira ta moč v rokah vladarja. Ni bilo to vedno slabo, ne? Skoncentrirana moč v enem človeku, če je to razsvetljeni človek, ni vedno slaba. Marija Terezija je bila ena takšna, razsvetljena absolutistka. Tako da to so bili te stanovi, potem so bili pa še podložniki, ki pa so bili v bistvu, so imeli seveda dosti manj pravic kot plemiči. No, takrat pa začenja še en stan pridobivati na veljavi, to je pa meščanstvo. No, se začnejo tudi mesta razvijati, ne, kjer so svobodni ljudje, meščani, ki niso privezani na zemljo. In seveda ne smemo pozabiti duhovščine, ne. Tudi en zelo, zelo pomemben stan. To se pravi, govorimo o svetu, kjer je bilo zelo pomembno, kdo si, kam spadaš, ne. A si plemič ali si podložnik, ne. Izjemno pomembno, ne, ker kot podložnik si bil na nek način vezan na svojega zemljiškega gospoda, privezan na zemljo, ki jo je imel v lasti v bistvu zemljiški gospod in ti jo je podelil tak košček, da si sebe preživel, hkrati si pa temu gospodu hodil na tlako in seveda plačeval dajatve. V tej 30-letni vojni so bile udeležene Francija, Danska, Švedska. Kako se je pravzaprav vse to razpletlo? 30-letna vojna se je začela s tem, da so češkega kralja menda vrgli skozi okno, se mi zdi. Ampak dejansko pač tukaj gre za prevlado ene ali pa druge religije, to se pravi katolištva ali pa protestantizma. Sicer so pred 30-letno vojno se zmenili v Augsburgu, ne, da se ne bodo kregali, ne, zdaj, kje bodo protestanti, kje bodo katoliki, ker so se zmenili, da čigar zemlja tega vira, ne, če je zemljiški gospod protestant, potem bo tam protestantska vera, če je zemljiški gospod katolik, pa katoliška. In naši so bili zemljiški gospodi Habsburžani, deželni knezi so bili, no, tudi ta naziv so imeli, in mi smo zato katoliki danes, ne. Oni so bili seveda zelo za papeža in so se tudi borili v 30-letni vojni na strani katolikov oziroma za papeško stvar. Dejansko je ta vojna bila kruta, zahtevala ogromno žrtev, vpletle so se poleg teh dežel, o katerih smo zdaj govorila, v Svetem rimskem cesarstvu tudi druge države, ki niso spadale v to tvorbo. To je bila Danska najprej, potem Švedska in na koncu je tudi Francija predstavila svoj pisker. No, razpletla se pa v bistvu s Vestfalskim mirom, ki je v bistvu bolj kot ne ponovil določbe Augsburškega verskega miru, tako da kaj veliko niso se zmenili, ne, oziroma kaj veliko se ni spremenilo, no. Je pa v bistvu bila izjemno kruta vojna, to boj za prevlado enih ali pa drugih. Zdaj, mogoče, če še to povem, protestantizem, ki je vznikal v 16. stoletju, to ni samo Martin Luther in njegovih 95 tez v Wittenbergu, tudi drugi so bili znanilci protestantizma, to je bil Calvin, to so bili kalvinisti, ki so pozneje šli, velikih je šlo v Ameriko, ne, tam res te puritanci, to so kalvinisti v glavnem, potem v Švici so bili cvinglijanci, no, ampak luteranstvo je bilo najbolj tako razširjeno. In zakaj je v bistvu tudi do tega prišlo? Zato, ker posameznim plemičem je bil pa protestantizem čist fajn, ne. Zato, ker so imeli tudi oni malo dost teh duhovnikov, ne, pa teh prelatov in njihovega hlastanja po bogastvu, ne. Protestantizem vemo, da je prišel predvsem kot nek antipod ali pa upor cerkvi in njeni dekadenci. Pohlepu, dekadenci, ki se je takrat, ki je v bistvu bila res že mejila na pokvarjenost, ne. Papeži so imeli otroke, ne, tamle so odpustke prodajali, zato da so gradili tisto katedralo Petrovo v Rimu in ja, tudi plemiči so imeli dost tega, ne. Oni so se tudi, v bistvu so se posvetni pa cerkveni gospodje kar naprej borili, kdo bo imel oblast, ne. Papež je hotel oblast nad dušnim svetom, cesar je hotel oblast nad telesnim svetom,
Pa se enkrat papež spomnil, da mora biti cesar tudi njemu pokoren in seveda cesar tega ni hotel in to je bilo kar naprej eno kreganje, ne. Kdo bo zdaj bil tisti, ki bo ta glavni. No in so v bistvu čist lepo sprejeli, ne, ta protestantizem, ne. Se vemo, ne, zakaj je pa Martin Luther v bistvu živel, ne. Zakaj ga niso kar potamanili, ne. Zato, ker je deželni knez ga ščitil, ne. Tam, kjer je živel Martin Luther, ga je deželni knez ščitil, ker mu je dejansko bilo všeč, kar je govoril Martin Luther, ne. In zato ga tudi, ko je šel Martin Luther se zagovarjati v Worms pred Karla V, ga niso tudi, ne, spravili sveta. Ker je imel zaščito teh močnih deželnih knezov, ker cesar sam je rabil te plemiče, ne. On sam brez njih ni kaj veliko, oziroma včasih so bili oni še močnejši, kot je bil on sam. Cesar Karel V, ki se je v bistvu boril z Martinom Lutherom, ne, je bil pa en tak revež, ki se je v bistvu na več frontah moral boriti, ne. To je bil habsburški cesar, Karel V, izjemno znan, zelo naprej pomaknjeno čeljustjo. Sej verjetno veste, Habsburžani so imeli telesne napake, ne, ker so se med seboj poročali. No in ta gospod revež je imel izjemno tako čeljust naprej potisnjeno, tudi kot otrok je menda ni mogel sesati, in je potem so ga nekako prehranili vse, ne, da je zrastel, ne, očitno. Ja, in postal cesar. In on se je v bistvu z temle Martinom Lutherom mogel ukvarjati, potem Turki so kar naprej neki težili, ne, na jugu, prišli tudi do Dunaja, pa še imel eno težavo v Angliji, ne. Tam je pa kralj Henrik VIII se spomnil tudi nekaj po svoje, ne, da bo eno svojo vero zdaj tam vzpostavil. In je tale Karel V imel težavo, ker je bila pa prva žena Henrika VIII, Katarina Aragonska, ki je bila njegova teta od Karla V, ne. Tako da ta je bil resen, imel eno tako nesrečo, ne. In pa še čarovnice so mu delale zgago, ne, po deželi. Mogoče, no, kot zanimivost naj povem, kako to vse je bilo prepleteno v tistem času in kakšne zanimive zgodbe so to bile. Cesar Karel V je bil sin Ivane Blazne. Ivana Blazna je bila izjemno rodna ženska, je pa zblaznela menda zaradi ljubezni do svojega moža, Filipa Lepega, habsburškega. Jaz sem videla njegov portret, ne, v Berlinu, pa ni tak lep, ne. Ni tak zelo lep, ne. No, ampak ona je sicer prišla k njemu kot, seveda, to je bilo dogovorjena zakonsko zveza, ampak očitno jo je očaral, ne, in naj bi, no, tako pravijo, pravijo, pač to je, rečemo temu, lahko tudi legenda, da je zblaznela, ker je pač mož njen bil nezvest, tako kot so bili vsi možje, ne, takrat, in to ni bilo prav nič čudnega, ne. Ampak ona, in to ni bilo všeč, no, in naj bi v bistvu zaradi te silne ljubezni do njega zblaznela. Lahko pa, da je imela to tudi malo v genih, ker je tudi njena prababica hodila okrog pa videvala duhove. Njena mati Ivane Blazne je bila pa Izabela Kastilska, to je pa tista, ki je pregnala muslimane in Žide iz Iberskega polotoka. In tista, ki je Krištofa Kolumba poslala v svet. To je pa Izabela Kastilska, poročena z Ferdinandom Aragonskim, izjemno močna ženska, ki je uspela vladati v moškem svetu. Tudi tako, da je prevzela nekaj moških značilnosti, ne. Eni pravijo tudi, da se je borila proti muslimanom, zdaj ne vem, če je to res, ampak naj bi bila taka neustrašna ženska, no. Ona je imela kar nekaj otrok, zadnja njena hči, ena od teh je bila Ivana Blazna, ne, ki je baje, potem ko je umrl njen mož, s tisto krsto okrog hodila po celi Španiji do Granade in se je dala postaviti v svojo spalnico in vsak dan gledala in objemala telo, ki je izginjalo pred njenimi očmi tegale Filipa Lepega. No, njena mlajša sestra je bila pa Katarina Aragonska, tudi hči Izabele Kastilske, ki so jo poročili s tem Henrikom VIII. In to je bila njegova prva žena. No, še prej je bila pa žena Henrikovega brata,
ampak je on zelo hitro umrl. No, Henrik je v bistvu s tole ženo, ta prvo ženo, Katarino Aragonsko, kar nekaj časa zdržal. Baje je celo imel rad na začetku. No, ko je pa prišla mimo Ana Boleyn, takrat je pa zapela druga pesem, namreč Ana Boleyn ni hotela biti njegova ljubica, hotela je biti njegova žena. Seveda vse je bilo zelo prikladno zapakirano v to, da Henrik ni dobil sina z Katarino Aragonsko, ki je bila v nasprotju svojo sestro Ivano Blazno, ki je rojevala otroke na stranišču, je imela zelo veliko nesrečo, no, ker je rodila samo eno deklico, ki je preživela, vse drugo je bilo ali mrtvo rojeno, ali pa so umrli otroci kmalu po rojstvu, ali pa je splavila. No, to je bilo zelo tako prikladno zapakirano, ne, da je kralj Henrik VIII seveda začel verjeti, je ali pa ni, ne, da ga je Bog kaznuje, ker se je poročil z ženo svojega brata, bila vdova njegovega brata dejansko, pa s papeškim odpustkom. Ampak kljub temu je on začel pač to verjeti in je začel pritiskati na to Bogo Katarino, da naj se za Boga od njega loči in odide v samostan, ker mu očitno ne bo dala sina. To, da mu je dala hči, ni bilo prav posebej pomembno. Ne. No in Katarina je pa podedovala po svoji mami tako zelo močen značaj in se ni dala kar tako. Ne. Kljub temu, da je Henrik pol zaprl tam v ene mrzle in vlažne dvorce, je ona do konca sebe naslavljala kot kraljico, angleško. Henrik je čakal papeža, a bo ali ne bo razveljavil njegov zakon, ker samo papež je takrat lahko razveljavil zakon. In sicer tujki je šlo za razveljavitev, ne pa za ločitev. Ne. Henrik je kljub temu, da je 18 let s tole Katarino preživel, je bil mnenja, da je bil neveljaven zakon od začetka. Papež pa ni bil ravno k tem naklonjen, zaradi tega, ker ga je imel v pesti kdo drug kot Karl V, ki je bil nečak od Katarine. No, potem je Henrik v nekem trenutku se naveličal čakanja in je kar sam se odločil. Ne. In rekel, zdaj pa tako, ne. Zdaj bom pa jaz vrhovni poglavar tukaj, konec, adijo, papež, razrušil vse samostane, čeprav je bil prej goreč zagovornik papeža in je napisal celo en traktat proti Lutru, Henrik VIII, in ga je papež imenoval za branilca vere. Ne? Ampak ko je prišla Ana Boleyn, se je to spremenilo in naš Henrik je en tak, rečemo, svoj protestantizem uvedel v Angliji, to je bilo pa anglikanstvo, ki je prevzelo nekaj prvin protestantizma, pa nekaj prvin katolištva. Mislim, da je tudi to tako zelo poljudno obrazloženo v knjigi, ne, da to se pravi protestantizem ali pa verska reformacija je imela veliko obrazov. Ne. To se pravi, bili so tele puritanci, kalvinisti, potem so bili cinglijanci, potem bil Luther z luteranstvom in seveda Henrik v Angliji zaradi ljubezni, menda se je res zelo zaljubil v to žensko, ki pa sploh menda ni bila tako zelo lepa, menda je imela veliko bradavic in tudi 6 prstov na eni roki. Z namenom, z izgovorom, da mu bo pa ta ženska dala sina. In kot vemo, ne, je gospa zanosila, rodila deklico. In to je bila Elizabeta I, angleška kraljica, ki je izjemno dolgo vladala in prinesla kar mir in blagostanje Angliji. Ampak takrat, ko se je rodila, je bila pravzaprav nesreča, dan je bil nesrečen. Henrik je sicer Ani rekel, no, če si rodila zdravo deklico, boš pa še zdravega fantka, ampak Ana ni nikoli več donosila. Zdaj ugotavljajo, da je bila morda RH negativna, to se pravi, donosila prvega otroka, potem pa naslednjega ne, nobenega naslednjega več. In ker je očitno Henrik sprevidel, da mu tudi ta ne bo dala sina, hkrati pa je iz tiste ženske, ki je bila očarljiva in ki ga je zapeljevala, postala ena zelo nergaška ženska, ki mu je kar naprej nekaj skakala v besedo in se z njim kregala, ne, in je odsekal glavo. Seveda so mu prikladno povedali, da naj bi prešuštvovala z drugimi dvorjani in je gospod se losal, ne, tele žene, ta prva je pa že tako mes umrla. Ne. Potem je imel še 4 žene, ne. No in ta zadnja ga je preživela.
No, Henrik je bil en mejnik v Angliji, ko se je začela ta anglikanska vera tam uveljavljati, oziroma neke vrste protestantizem. Ko je umrl, ga je nasledil sin, ki ga je le dobil, potem s tretjo ženo, ki mu je umrla v porodu, ampak sin pa se je živ rodil, bil pa bolj bolehen, je tudi kmalu umrl, brez potomcev, in potem je prišla na prestol Marija, krvava Marija, znana kot Bloody Mary, ki je bila hčerka Katarine Aragonske in zagovornica katolištva. In ona je pospravila na grmade ogromno protestantov v Angliji in zato jo kličejo krvava Marija. Gospa se je poročila s Špancem in imela 2-krat namišljeno nosečnost. Pa ni otroka bilo od nikjer, potem je umrla, verjetno zaradi raka rodil, in potem šele pride na prestol tale naša Elizabeta, prva, ki je pa dokončala reforme, ki jih je njen oče začel. Tako malo, kot zanimivost. Ja, super, vas bi jaz poslušala, ker po moje bi imela zgodovino 5. Pa se ne bilo treba kaj dosti učiti, zato kar pijem. Hvala za tole. Zdaj gremo pa še na en tak, za zaključek, na ta nežnejši del same zgodbe. Prej smo govorili, kako so nadvoj vode družb, pa prejš pa do viteza. No, tukaj imamo enega viteza, čedenga, lepka, ampak bil je na enem krasnem konju. A je bil to opis vašega konja? Kot prvo vam moram povedati, da točno vem, kdo je bil ta vitez. Če boste gledali v Google, to je Daniele Liotti iz filma Ivana Blazna. Španski film. Vam priporočam, boste videli, kaj to se zgodi, če imate tangale lepega moškega zraven. Tako da, ja, to je bil vitez, ki je potem postal baron v knjigi. Ne, žal to ni moj konj, moj konj je mešanc. Ta je bil pa frizic. Ta je bil pa frizic, tako se kar dobro da spoznati, da gre za enega, če boste gledali, daj na YouTubeu pogledajte Frederick the Great. To je najlepši frizijski samec in ga res samo gledaš, kakšen je, ki ima grivo do tal, tako kodrasto, po nogah tiste dolge dlake, ki mu prekrivajo noge, oziroma noge, še razmišljam, matace, kon ali kaj imate. Tako da v bistvu sem opisovala frizica, ker se mi zdi to veličasten kon, izjemno lep kon. Tako da jaz imam pa kmečko različico. To je kar, kako bi rekla, krasen šport, dosti naporen šport. A je to, kar vas razbremenjuje, ko prijete recimo iz državnega zbora? Če povem čisto po pravici, zdaj dosti manj časa imam za konjeništvo, včasih se mi ful ne da. Zato, ker je najprej treba konja spucati, ker se vedno povalja v blatu in potem tisto blato se gor zasuši in rabiš pol ure, da najprej konja pripraviš, pol seveda moraš sebe pripraviti, in potem greš na teren, ki je super, in absolutno pozabiš na vse drugo, zaradi tega, ker moraš res gledati, ki je konj hod. In skozi misliš, ok, zdaj, če ga poženemo, galop se bo ustavil, mora se ustaviti, upam, da se bo ustavil. Ok, upam, da se bo ustavil. Tako, mislim, res moraš razmišljati o tem, ni prostora za nič drugega. Tako da, absolutno, konj ni avto, nima brems, tudi to so živali, ki gredo čez prag svoje bolečine. In meni se je že zgodilo, da mi je pobezlal. Sicer ne moja kobila, ampak en drug, in sem se lahko gor metala in vlekla za uzdo, za vajeti, pa za uzdo, pa ni nič pomagalo. Tako da, kot jaz vedno pravim, da pri psu je najbolj pomembno, da ga naučiš, da pride, ko ga pokličeš, pri konju pa, da se ustavi, ko hočeš, da se ustavi. Ker to je moč pod tabo takšna, da si v bistvu skozi nekako si napreži, in kakor je lepo, in pa mene osebno, se ne vem, mogoče imam jaz pač tako kobilo, ki je pač malo samosvoja.
kot gospodarica in moram skozi malo paziti, da jo slučajno ne bom preveč spustila, da bo res šla, ker je mogoče nam ustavila. Potem, tako da absolutno nimam časa razmišljati na nič drugega. Na popolnoma nič drugega, tudi padla sem že s konja kar nekajkrat, ker se je gospe zazdel, da tam je ena kartina, ki se ji ni zdela glih v redu in je potem kar naenkrat zabremzala. In ona je zabremzala, sem pa še naprej šla. Tako da, to je to, ja. Ne, to je eden tistih športov, ki jih ne pozna prav veliko ljudi. Jaz vem, da obožujem konje, rada jih božam. Mislim, da sem pa enkrat samkrat sedela na njemu. Se mi zdijo veličastni. Zdaj gremo pa še na tega viteza na tem konju. Moram reči, zdaj ste slišali res ogromno znanja zgodovine, tudi veliko je tukaj notri. Ogromno je čarovništva, zgodba je krasno napisana. Notor je pa tudi romantika, nekaj zelo lepega, tako da, kaj ne rečem, hvala, ker ste še tole noter dala. No, mogoče si lahko to pred spanjem preberete, ko imate partnerja zraven. Ja, je erotika noter, ja, je. Ne vem, nekatere lahko tudi moti, ampak je z namenom noter. Ima svoj namen skozi celotno zgodbo, pa jaz mislim, da se bo marsikatera ženska znašla v tem zelo močnem čustvenem naboju in strasti, ki, jaz mislim tako, smo lahko samo blagoslovljeni, če smo jo doživeli. Tako. S tem se absolutno strinjam. Imamo zdaj sigurno kakšno vprašanje, še vaše? Boste kaj vprašali? Gospod bo prebral. Dobro. Lahko tudi brez mikrofona, se sliši. Mene zanima, ker se mi zdi, da je malo, ko se govori o tem, kdo je kaj več vedel, pa tako je bil takoj nevaren in je bil takoj bil lahko obtožen. Sem potem pomislila na tisto Gainsbourgovo knjigo Sir in črvi, pa tistega mlinarja, ki je znal pač, ki je imel 2 knjigi in je tako bil večkrat pač, dvakrat je šel srečno skozi proces, potem pa je slabo končala. Ja, vse to je tudi danes, ne. Jaz mislim, da je tudi danes tako, ne. Tisti, ki zna preveč, je nevaren, a ne, ker v knjigi je pač večkrat, mislim, tudi poudarjeno, znanje je moč, ampak znanje je nevarno. Zaradi tega, ker človek, ki razmišlja, predvsem človek, ki razmišlja, je nevaren, ker človek, ki razmišlja, je človek, ki dvomi. In človek, ki dvomi, se sprašuje o smislu, se sprašuje tudi o oblasti in tak človek je vedno nevaren za oblast. In oblast ima rada poslušne ljudi, ki jih ima lahko pod nadzorom. Kdaj postanejo ljudje poslušni? Takrat, ko jih je strah. Tako so recimo Nemci pred drugo svetovno vojno postali poslušni. To so bili narod, ki je dal izjemne glasbenike, izjemne umetnike, pisatelje, pesnike. Ne? To je bil izjemno prosvetljen narod. Kako je lahko tak narod sprejel nekaj takšnega, kot je nacizem? Dobro, prva svetovna vojna jih je zelo bolela, ker so izgubili ogromno ozemlja, Nemci. So bili ponižani po prvi svetovni vojni in to je bil v bistvu tak, bom rekla, dober temelj za človeka, kot je bil Adolf Hitler, ki je začel krizo, ki so jo Nemci takrat doživljali, in to nacionalno ponižanje, ki so ga doživeli po prvi svetovni vojni, kriza bila pa gospodarska takrat, močna, huda, začel izkoriščati zato, da je uveljavljal in razširjal svojo ideologijo. Glavni krivec za vse težave Nemcev so bili Židje. Židje so itak bili glavni krivec čez zgodovino za marsikaj, tudi za Kubo. Za črno smrt, so bili oni krivi, ker so zastrupljali vodnjake in tako naprej, ker so jedli krščanske otroke in tako naprej.
take stvari so dejansko ljudje verjeli. Ne. Pa krivi so bili tudi zato, ker so imeli denar. Imeli so pa denar zato, ker so za obresti posojali. Ker cerkev je prepovedala posojo denarja za obresti. Ne. Židje so pa lahko in so seveda bogateli s tem. Tako da on pač, gospod, ki sem ga pa prej omenila, to je bil Hitler, je pa Žide obdolžil za vse krivice, ki so jih Nemci nekako doživeli, pa ne bom rekla, da jih niso, so jih po prvi svetovni vojni in ljudi je tudi prestrašil. Ne, prestrašil jih je s tem, da jih židovska kri maže arijsko kri in ne glede na to, da so takrat bili že znanstveniki, mislim, da se je celo že vedlo za DNK, so ljudje začeli verjeti, da židovska kri umaže arijsko. To je bil odličen čas za nekoga takega, kot je bil gospod Hitler. In je ta narod, ki je, kot sem rekla, dal toliko enih izjemnih ljudi popeljal v eno najhujših katastrof v človeštvu, v zgodovini človeštva. Tako da vse take stvari, kot so pandemija, vojna, gospodarska kriza, so odlične za vzpon avtokratov, ker v ljudeh vzbujajo strah. Vsak se med pandemijo, oziroma skoraj vsak se boji zase, za svoje zdravje, za zdravje svojih bližnjih, za življenje. Bojimo se recimo v času vojne. Bojimo se med gospodarsko krizo, a jo bomo preživeli in kako jo bomo preživeli. In to so trije razlogi, ali pa rečemo, trije razlogi, ali pa pogoji, v katerih avtokrati zelo dobro uspevajo. Ker je odličen čas, da se v ljudi nažene strah. In naj vam nekaj povem, vse tri imamo zdaj. Ja. Tako da... Kaj se lahko iz zgodovine naučimo, da kam... Ne sme nas biti strah. Ne sme nas biti strah. Kot prvo se moramo zavedati, da so ljudje v preteklosti dali svoja življenja za našo svobodo. Pa so kar namerno dali ta svoja življenja, so šli na giljotino, recimo, francoska revolucija in pa meščanske revolucije. To so bile revolucije, ki jih je začelo meščanstvo in to so bile revolucije, ko so se začele prebujati ideje razsvetljenstva o človekovih pravicah. Ker človekove pravice niso prišle od Boga, ampak so si jih ljudje priborili. Ljudje so se celo zgodovino borili za svobodo. In še danes se borimo za svobodo. Na začetku so bili nekateri ljudje brezpravni, stvar, so bili sužnji, obravnavani so bili kot stvar, lahko so jih prodali, zastavili, posodili in tako naprej, izkoriščali tudi za rojevanje otrok, tudi. To je bilo sužnje lastništvo. Potem pride feudalizem, ko ljudje niso več sužnji, ampak so pa privezani na zemljo. To se pravi, zemljiški gospod jih ima tam, privezani so na zemljo, daje jim toliko, da preživijo, oni pa mu plačujejo dajatve in opravljajo tlako na njegovi zemlji. Potem pridemo do kapitalizma, ki je tudi krut, vsaj ko se je rodil, je bil izjemno krut. Takrat je delavec samo pa rečemo človek, ki dela od jutra do večera. Tudi otroci so delali. In to brez počitka, po 12 ur ali pa 14 ur in še več. To se pravi, ko imamo mi sloj tistih, ki so lastniki in tistih, ki so last, imamo problem. In človeštvo se je vse skozi borilo, da se ta spodnji sloj osvobajal. Najprej se je osvobajal tiste najbolj temeljne stvari, osebne svobode, svobode kot take, ki jo mogoče razumemo danes, da ni bil več resnično ne last nekoga drugega. Potem se je osvobajal tlačanstva, tega, da je vezan na zemljo. Potem se je osvobajal tistega grozljivega dela, da si je zboril delovni čas, da si je zboril pravice iz dela. In jaz verjamem, da se še danes za marsikaj borimo za našo svobodo.
sicer še to še obstaja, še danes. Seveda. Ja, marsikje še obstaja, ne. Ja, no, upam, da sužnje lastništvo, to je kar huda stvar. Ampak No, mislim, da v Ameriki še obstaja v 20. stoletju. in v bistvu je to, da smo si ljudje zborili te pravice, da lahko svobodno govorimo, da lahko svobodno hodimo kamorkoli, da se lahko združujemo, da ne more nihče stopiti v naše stanovanje brez sodne odredbe in nam brskati po naših stvareh, da nas ne more nihče kar tako sodno preiskati osebno, da imamo pravice v kakršnikoli postopkih, a ne, ko se znajdemo proti državi, recimo, ne, da to so si ljudje zborili skozi zgodovino z krvjo. In to so ljudje imeli pred drugo svetovno vojno, no, ko sta pa prišla Mussolini in Hitler, se je pa to zelo hitro spremenilo. Tako da te pravice, ki jih imamo, so krhke, če jih ne varujemo in če se ne borimo za njih in se zavedamo, da so lahko zelo hitro izgubljene in zelo težko pridobljene nazaj, jih lahko pač, kot sem rekla, izgubimo. Tako da naj vas ne bo strah, ker ko vi pokažete tistemu, ki vas ustrahuje, da vas ni strah, ima pa on problem. In dokler pa mi ne pokleknemo pred nekom, ki nas želi ustrahovati, če mi klečimo pred njim, ne, potem bomo sem še bolj klečali, če se pa vstanemo. Ne vem, sem mogoče kdo od vas imel kakšnega šefa, ki je izvajal mobbing. Ne? Ko ti takemu šefu poveš, zdaj pa dovolj, takole mejhno postane. Ne? Naj vas ne bo strah. Vredni ste, imate pravice, borite se za to in zavedajte se, da ste močnejši kot tisti, ki vas ustrahuje. To je pa tako lep zaključek, da najbolj, da tukaj zaključimo. S to mislijo gremo domov, pa razmišljamo o tem, kako bomo odreagirali takrat, ko bomo morali biti pogumni. Všeč mi je pri tem, da imamo tukaj žensko, ki jo lahko vsak dan gledamo po televiziji, ker ravno to dela. Ko pove, da je treba v službo hoditi pravočasno, ko pove, da so ji rdeči čevlji všeč, pa tudi če komu drugemu niso, in tako naprej. Urška, najlepša hvala. Jaz si rečem, Urška, ne vem zakaj, nimam strahu, kljub temu, da je na tako visokem nivoju, zelo odprta gospa. Tako da najlepša hvala. Jaz sem res prav vesela, da sva naredili ta obhod malo po Ljubljani, po Kopru. Tako da lep večer tudi vam. Hvala lepa. Naj povem še eno stvar, da sem izjemno vesela, da sem danes dobila v roke angleški prevod tele naše Grete. In zdaj ga bom poslala Ridleyju Scottu in on bo naredil film in potem bom jaz šla po rdeči preprogi in bom skakala po eni nogi in nobeden me ne bo sekiral, da sem kjer mu hrbet pokazala. Točno tako. No, tukaj moram pa reči, da mi je bil pa najlepši komentar v sobotni prilogi Dela, pozabila sem, kdo je to napisal. Je rekel, a ne sme hrbta obrniti vojski, a ljudstvo pa lahko? Hvala lepa, ker ste prišli, ker ste poslušali. Če še kdo ni prebral, upam, da bo užival. Še preden greste domov, seveda si morate kupiti svoj izvod knjige, ker bo avtorica podpisovala. Tako, ne smemo pozabiti.